V partnerske odnose vstopamo, zato ker iščemo izgubljene delčke sebe. Meni je zdaj toliko vroče postalo, sam da sem prišla sem in sem se začela priklapljati na ta Facebook live. Je prišla taka vročina, sem začela luftati, odpirati okna, ugašati gretje, ker očitno bo danes ta naša tema nas kar mal prižgala in zakurla in zaradi tega bo naš nadangel Kamuel, ki je skrbnik naših partnerskih odnosov in nasplošno vseh naših odnosov, očitno danes z nami, pa mogoče še Apolon pa Afrodita, da nas zakurta in pripravita na božanska partnerstva. Dobro, dajmo začeti z današnjo temo, ker danes imam toliko sporočil za vas in v bistvu je najbolj, da kar začnemo. Danes govorimo o partnerskih odnosih in sicer glavna tema je, kako v življenje priklicati pravega partnerja zase. In ta tema je v bistvu pomembna oziroma relevantna tako za tiste, ki ste samski, in v bistvu še iščete, se še odpirate za pravi partnerski odnos oziroma za pravega partnerja zase. Istočasno pa je ta tema relevantna tudi za tiste, ki ste v partnerskem odnosu in si želite z svojim obstoječim partnerjem v bistvu prebuditi spet neko povezanost, ki je mogoče že malo izginila, malo več iskrice, malo več te ljubeče, goreče energije, a ne. Bistveno je, da se pač zavedamo, da čisto vse v življenju je naša kreacija. In včasih naš misli, da je kakšno stvar malo težje zmanifestirati. In si rečeš, nekako se mi rata zmanifestirati parking, ko grem v trgovino in mi uspe zmanifestirati parking, pa mi uspe zmanifestirati, popust ali karkoli takega, kar naš dojema kot majhno, kot dosegljivo, kot nekaj za sproti, saj to se pa da. Večje stvari, kot so pa partnerski odnos, ki nas bo izpolnjeval, služba, ki nam bo všeč, v kateri se bomo lahko izrazili, zdravo telo, denar, vse te stvari, ki jih pa mi dojemamo kot nekaj večjega in zato je pa potrebno več garati, zato je pa potrebno na bolj močno ali pa z več energije ustvarjati. V bistvu vse te stvari, ki so pa v naši zavesti, v naši glavi velike, v bistvu nam pa kar včasih zmanjka zaupanja ali pa verjetja, da si lahko to zmanifestiramo, a ne. Ampak dejstvo je, da naše življenje, vesolje, ki nas obdaja, ne razlikuje med majhno željo in veliko željo, a ne. In v bistvu mi smo kreatorji tako parkinga, ki ga najdemo, kot partnerskega odnosa, ki ga ustvarimo, a ne. In v bistvu danes bomo govorili o tem, na kakšen način lahko svojo vibracijo v življenje pritegnemo pravega partnerja zase oziroma obstoječega partnerja na nek način začutimo oziroma ta odnos transformiramo, da bo bolj pravi za nas, a ne. Začeti moramo pa s tem, da v bistvu ni razlike med tem, ali manifestiraš parkirno mesto ali manifestiraš partnerja, ne. Vse je popolnoma dosegljivo in zate mogoče, da si to skreiraš in kreira se na enak način, kreira se s tvojo vibracijo, a ne, kreira se z informacijo, ki jo daš dejansko ven. Ko govorimo o partnerskih odnosih, je velikokrat zelo veliko bolečine pripete zraven, ne. Vsak od nas ima zagotovo kakšen partnerski odnos, ki nas je malo ranil ali pa nas prizadel, pa imamo še kakšno bolečino v bistvu iz tega področja. In v bistvu hkrati nam je pa to področje toliko zelo pomembno, da ne glede na to, kje bomo, vedno bomo si želeli najti pravo osebo zase, nekoga, s katerim se bomo res ujeli in nas bo v bistvu izpolnjeval, a ne. Tako da je zelo pomembno v bistvu, da vstopimo v ta današnji pogovor s to mislijo, da vse v življenju je posledica nas. Vse, kar doživljamo v življenju, je posledica naše vibracije, oziroma bolj po domače, če povem, to, kar mi žarimo, to mi dobimo. In enako je v partnerskih odnosih. In zato velikokrat, ko hočemo manifestirati partnerski odnos, se mi dejansko sfokusiramo na napačno stvar. Mi se začnemo fokusirati na to, kakšna želimo, da je ta oseba je. Začnemo vizualizirati to osebo, kako izgleda, kaj počne, kako deluje. In začnemo dajati fokus
v bistvu v osebo, v te osansko osebo, namesto da začnemo dajati fokus vase in v to, kako se jaz želim počutiti, kaj želim, da ta odnos v meni zbudi, kakšna oseba želim biti jaz v tem odnosu. In to je prva pomembna naloga, da jo naredimo, da se namesto fokusiranja na drugo osebo začnemo fokusirati na to, kaj mi želimo doživeti ob tej osebi. Zato, ker ni popolne osebe na tem svetu. Vsi, ki ste samski, si želite najti partnerja zase in je to cilj. Partner. Ampak kaj se zgodi? Pol ti pa uspe, si ga pa zmanifestiraš, se pa tisto težko delo šele začne. In dejansko se pa vsi v partnerski zvezi in se začnejo zdravljenja in procesi in pa rečeš, pa ta ni pravi zame, pa ga zamenjaš in nadaljuješ in si v tem ping-pong igrci lahko celo življenje. Zato, ker dejansko ne štartaš iz te prave točke. Ne štartaš iz točke A, ampak štartaš iz točke B, Ž, kakorkoli. Se pravi, prva, najpomembnejša stvar, ko se lotimo priklica pravega partnerja v naše življenje, je to, da se ne ukvarjamo s tem, kdo ta oseba je, kakšen ta partner je, kako izgleda, kaj počne. Ne dajaj fokusa van ali pa vanjo, ampak začni se ukvarjati s tem, kako želiš se ti v partnerskem odnosu počutiti. Kaj želiš, da je prisotno, kako želiš, da te ta odnos prižiga. In v bistvu to je tisto, kar nas je ta današnja meditacija za priklic ljubezni spodbudila. Spodbudila nas je, da smo šli vase, v svoje srce in da smo začutili, kako se mi želimo v svojem partnerskem odnosu počutiti. Pa ni važno, a ga že imamo, a ga nimamo. Tudi če ga že imamo, pa je ob nas partner, ob katerem se ne počutimo tako, kot bi se mi želeli. Mi lahko ta partnerski odnos totalno transformiramo, da se bomo začeli tako počutiti in da se bo ta naš isti partner začel na nas drugače obnašati, na nas drugače odzivati. Zakaj? Zato, ker ljudje se odzovejo na to, kako mi vibriramo. In to lahko zelo jasno vidiš, da ko si dobre volje in greš, med ljudi, te bodo vsi ljudje gledali, te bodo ogovarjali, se ti bodo nasmihali, bodo ustvarjali povezavo s tabo. Če si pa slabe volje tečen, ti gre nekaj narobe in se ti na obrazu vidi in si v taki energiji, pusti me na mir, boš šel med ljudi in ljudje te ne bodo porajtali. Mimo njih boš šel, ne bodo te opazili. Zakaj? Zato, ker ti vibriraš v takšni frekvenci. In torej, mi vsi mislimo, da mi moramo najti idealnega partnerja, ki je tam nekje zunaj, že z vsemi temi lastnostmi, ki jih mi želimo v partnerju imeti. V bistvu se pa ne zavedamo, da naš partner, tisti, ki bo pravi za nas, še ne obstaja pravi za nas. Ampak bo pravi, ko bo ob nas, ker se bo odzval na nas, ker bo reagiral na našo vibracijo. In zato je to pomembno, da res gremo vase in se zavemo, kaj so občutki, kaj so stanja, v katerih želim obstajati, jih čutiti, jih doživljati v svojem partnerskem odnosu. In zdaj želim, da mi napišete v komentar, kaj so 3 top občutki, ki ste jih prepoznali v meditaciji, da jih želite čutiti v svojem partnerskem odnosu. Tadeja pravi, bravo Tjaša Dorelaj, brez besed ostanem ob tvojih sporočilih. Super, hvala, ful lepo. Dejstvo je to, da toliko svojega življenja zapravimo zaradi tega, ker hočemo spreminjati ljudi zunaj sebe oziroma živimo v iluziji, da moramo najti popolno osebo. Popolne osebe ni. Gre za to, da se osebe odzovejo na nas, na našo vibracijo in lahko, ko mi vemo jasno, v kakšni vibraciji, v kakšnih občutkih, v kakšnih stanjih mi želimo obstajati v svojem partnerstvu in mi to vibriramo in mi to smo, takrat se bodo taki ljudje odzvali na nas, ki nosijo v sebi to vibracijo. In zato je to pomembno, da v bistvu se ne ukvarjamo s tem,
kakšna je ta sanjska oseba, kdo je top oseba, kdo je moja duša, ki mi je namenjena. Ne ukvarjamo se s tem, ampak se ukvarjamo s tem, kako se jaz želim počutiti, kaj jaz želim doživljati. In ko bomo mi bili jasni, prvi korak je, da si jasen, da ne gre za drugo osebo, ampak gre zate, ker si ti kreator svoje realnosti, ker si ti tisti, ki si skreiraš tak odnos. In to je prvo, da veš, da se gre zate, to je prvi korak, vedno se gre zate. Drugi korak je, da ti postane jasno, kako se želiš počutiti. Jaz sem prepoznala danes, da se želim v svojem partnerskem odnosu počutiti oboževano. Prepoznala sem, da se želim v odnosu počutiti, da moram prav pomisliti, kaj sem v meditaciji začutila. En občutek je bil oboževano, drugi občutek je bil strastno in tretji občutek je bil sprejeto. Ok, dobro, da vidim. Pišete, Maja pravi, da se želi počutiti varna, ljubljena, sprejeta. Melita pravi ljubljena, iskrena, da je iskrenost, prisotna varnost. Razumevanje, svoboda, užitek, pišete naprej. Veselje, svoboda, sreča, pravi Boštjan. Svobodno, varnost, spoštovanje. Ful lepo. Ok. Karkoli je, ni prav in narobe, samo napiši, daj van. Ni prav in narobe, to kadarkoli lahko spreminjaš, zato ker poglejte, mi bi v resnici mogli biti v procesu priklica ljubezni ves čas. Ne samo takrat, ko smo samski, ampak tudi takrat, ko smo v partnerskem odnosu in ves čas informirati ta odnos s tem, ne? In sama recimo, danes sem prepoznala, ko sem bila v tej meditaciji, sem prav prepoznala, tako še nikoli se nisem zaznala tega občutka, da želim biti oboževana, da želim biti prav tako boginja mojemu moškemu, prav tako, da mu bo najbolj top, da je on moj moški, da si bo najbolj želel biti z mano, a ne? In sem dala to v občutek oboževanosti, ta občutek, moja si, evo, to je moj občutek. In mogoče v neki točki življenja to meni ne bo pomemben občutek, ampak zdajle, danes mi je to pomemben občutek. In ni prav in narobe, ampak je kaj tisto, kar tebi trenutno gori potreba, da bi v svojem partnerskem odnosu začutil. Ne? Ker dejstvo je, da ko imamo potrebo po enem občutku, smo mi v tistem trenutku v dejanskem pri sebi, v odnosu do sebe, v primanjkljaju tega občutka. Zato si to želimo zunaj, a razumemo? In v bistvu mi si želimo čutiti to, kar mi pogrešamo v odnosu do sebe. In zakaj mi sploh vstopamo v partnerske odnose? V partnerske odnose vstopamo zato, ker iščemo izgubljene delčke sebe. In mi mislimo, da iščemo partnerja, ki bo varen, recimo. Ne? Dejstvo pa je, da mi imamo potrebo čutiti varnost, zato ker jo sami sebi ne dajemo. A me slišite? Se pravi, jaz imam potrebo čutiti, kaj sem rekla, oboževanost, zato ker sama sebe trenutno ne obožujem. In v bistvu vse te potrebe, ki pridejo, da želimo, da je partner ljubeč, pa da je svoboden, pa da je zabaven, pa da je tak, v resnici ne izhajajo iz tega, da mi hočemo, da je on tak. Ampak mi si želimo v partnerskem odnosu doživljati ta občutek, zato ker ga trenutno v odnosu do sebe imamo v primanjkljaju. Lahko da je tam, ampak ga je bolj malo. In mi si želimo naše zaspane delčke, naše duše, našega obstoja priklopiti in zbuditi. In v bistvu, zakaj to hrepenimo po partnerstvu? Cel svet hrepeni po osebi, ki bi bila prava zanj. Vsak od nas ima željo po pravem partnerju. Zakaj? Ker v partnerskem odnosu mi iščemo sebe. Mi zbujamo zaspane delčke sebe. In v bistvu partnerski odnosi so največje polje naše rasti in največje polje našega odnosa s sabo. A ne? In zato je toliko pomembno, da prepoznaš, kakšni so občutki, ki si jih želiš čutiti.
Tukaj piše Damjana, da se želi počutiti ljubljena, upoštevana, povezana, občudovana, tako kot jaz. Ljubljena, pravi Darka, sprejeta, srečna. Wow, Mirsa, da živja, pravi, da ona želi biti njegova boginja. Ful lepo. Ok, zdaj smo prepoznali, kako se želimo počutiti, ne? In zdaj moramo vedeti, ne? Se ne fokusiramo na moškega ali žensko, ne fokusiramo se na partnerja, fokusiramo se na se, ker se zavedamo, da smo mi kreatorji svoje realnosti. In tako kot bomo mi vibrirali, takšno situacijo bomo mi zunaj kreirali. In tako kot bomo mi žareli, tako to bomo dobili. In zato je drugi korak pomemben, da ti postane jasno, kako se ti želiš v posameznem odnosu počutiti, in da ko ti postane jasno, kako se želiš počutiti, da začneš, in to je tretji korak, da začneš gledati, kako lahko te občutke v odnosu s seboj, sam do sebe, začneš zadovoljevati. Recimo, če vzamemo primer, Bernarda pravi, da se želi počutiti ljubljena. Če imamo mi potrebo in željo, da bi v partnerskem odnosu čutili ljubljenost, se moramo vprašati, kako lahko jaz v svojem življenju, s tem, kar imam, s partnerom ali brez njega, kako lahko sama v sebi prebudim večji občutek ljubljenosti. In mogoče lahko ljubljenost prebudiš na tak način, da si podarjaš več komplimentov in da kadarkoli greš mimo izložbe v trgovini, kako vidiš sebe v odsevu, ali pa kadarkoli vidiš recimo sebe v ogledalu, da se pogledaš in si poveš, joj, kako si danes lepa, ali pa super ti gre, ponosna sem na te, všeč si mi, in začneš v bistvu sama sebi dajati ta občutek, da si vredna, ljubljena, da je zate ljubeče nekdo neguje, in začneš sama sebi na tak način. Lahko se ljubljeno počutiš na tak način, da začneš sama sebi dajati več časa, ko se urejaš, ko greš nekam. A ne, tudi to je ljubezen do sebe, da se ne priganjaš, da se ne izsiljuješ. Lahko se ljubljena na nek način počutiš, če recimo imaš menstruacijo in ti je ful se ne počutiš dober, pa bi misliš, da moraš še to pa to narediti, pa da ne narediš tega in greš počivati, zato ker je to izraz ljubezni do tebe. A ne? Se pravi, zdaj je naša naloga, to je tretji korak, da prepoznaš za tvoje 3 glavne občutke, kako lahko sebi ti to daješ. Se pravi, začuti, premisli, kaj je tisto, kar si mogoče želiš, da bi tvoj partner naredil, da bi se ti počutila ljubljeno, pa v bistvu bi lahko sama sebi to dala. A ne? Recimo, jaz, če imam željo in potrebo, da bi mene partner oboževal in bi bila jaz njegova top izbira in da bi jaz v bistvu čutila, da sem njegova boginja, jaz to lahko sebi dajem na tak način, da v bistvu sama sebe začnem oboževati in da sama sebe, ko se dotikam sebe, se dejansko se dotaknem z občutkom, wow, najbolj dragoceno osebo na tem svetu zdaj držim v rokah. Mogoče se lahko obožujem na tak način, da v bistvu se večkrat gledam v ogledalo, da se oblačim v oblačila, v katerih se počutim fantastično in v katerih mi je še boljš čutiti moje telo in sebe videti. Obožujem se lahko na tak način, da tudi takrat, ko nisem najboljše volje in nisem v najbolj top stanju, da si rečem, super si Tjaša, v redu je, in da dejansko sebi dam oboževanje na vsakem dnevu, ne samo takrat, kadar se mi zdi, da sem perfektna, a ne. Se pravi, Ana pravi zdaj, da bi ona lahko se gledala skozi oči osebe, ki me ljubi in obožuje. Ful lepo. Kako še? Evo, zdaj ne vsak gre v tisti top občutek, ki ga želi v partnerstvu čutiti in ne prepozna, kako lahko ta top občutek sam v sebi zaktivira. Da ne bo pomote. Velikrat mi ljudje rečejo, ja, a zdaj moram pa vse sam narediti, a ne? A ni fora v tem, da pač smo za to narejeni, da v odnosu doživljamo skupaj? Definitivno, ampak če ti ne boš vibrirala ali vibriral v vibraciji tega, kar želiš, tebe to ne bo našlo. To je preprosto. In če jaz želim biti s partnerjem v odnosu, ki bo ful svoboden, in če jaz nisem svobodna v svojem življenju, mene tak moški ne bo začutil. Enostavno me ne bo začutil. Če si jaz želim v partnerskem odnosu doživljati ful zabavnosti in si želim, da bi v bistvu
partner v meni zbudil smeh in veselje in zabavo in jaz nisem to. In sem jaz ena zamorjena limona in nikamor ne grem in se ne smejem, moški, ki ima v sebi energijo zabavnosti, mene ne bo začutil. In v bistvu zato je to pomembno, da se zavedamo, mi smo nevidni za ljudi, če mi ne vibriramo v isti vibraciji, kot jo nosijo oni. In mi mislimo, da mi ljudi opazimo zato, ker dobro izgledajo. In mi mislijo, da ljudi opazimo zato, ker ne vem, moški mislijo, da so opaženi mogoče, ker imajo veliko denarja, pa imajo dober avto. Ženske mogoče mislimo, da smo opažene, če smo lepo oblečene in ne vem, nosimo visoke petke. Ampak dejstvo je, da tudi če opazimo take ljudi, mi odreagiramo vedno z vibracijo. In čisto vsi ljudje, ki si jih v življenju zbral, kadarkoli, vsi tvoji bivši partnerji, si jih izbral zato, ker so zavibrirali v tebi, zato, ker je en del tebe odreagiral na njih. In zato smo velikrat se že zaljubili v kakšne ljudi, ki mogoče sploh niso bili naš tip človeka, pa si se kar zaljubil v njih, si kar zavibriral z njimi. Zato, ker na koncu ljubezen ne gre skozi oči, ljubezen gre skozi čutenje in mi ljudi čutimo svojo vibracijo, svojo energijo. In zato je pomembno, da prepoznaš, da tukaj je Damjana ful lepo napisala, da ona želi čutiti v partnerstvu svobodo in da si ona lahko da svobodo, da gre nekam, ki je njej pomembno, brez občutka krivde. Evo, top, ful dober. Damjana pravi, da se želi počutiti upoštevana in da se sama lahko večkrat pohvali in si reče, to si pa dobro naredila. Super! Melita pravi, da želi v odnosu iskrenost in da si jo lahko da tako, da neha sama sebi glumiti, da je okej, ko imam občutek, da moram za vse poskrbeti sama. Super, ful dober pišete. Ful dober pišete. Miša pravi, da se želi počutiti izbrano in da najprej bi morala nameniti pozornost sebi, šele potem drugim in njihovim željam. Evo, top, ful dober. Se pravi, kaj smo zdaj ugotovili? Ugotovili smo to, da mi ljudi začutimo z energijo. In mi bomo vedno začutili take ljudi, ki imajo v sebi to vibracijo, ki jo želimo tudi mi. Zato v bistvu mi ne bomo se zaljubili v nekoga, ki je težek, ampak se bomo zaljubili v nekoga, ki je zabaven, v nekoga, ki je ljubeč, ki se izraža, ki je strasten. Zakaj? Zato, ker bomo želeli ta delček sebe zbuditi ob njem. In to ni umsko, mi ne razmišljamo takrat, ampak naša vibracija odreagira na vibracijo osebe. In enako je v nasprotno smer. In če ti želiš, da bi te, tukaj je teda zelo dobro napisala, vibracija je enako kreacija, točno to. In v bistvu pravi način, oziroma ne pravi način, ampak dejansko najboljši način za manifestacijo partnerstva je, da najdeš občutke, ki jih želiš v partnerstvu doživljati. Svobodna, srečna, prebujena, izbrana, zabavna, iskrena, strastna. Kakšna vse bi rada bila oziroma rad bi bil. In v bistvu te občutki so tisto, kar si tvoja duša želi prebuditi v sebi in zato išče partnerstvo z nekom, ki bi bil tak. In mi iščemo strastnega partnerja, recimo, če si želimo strastnega partnerja, mi iščemo strastnega partnerja oziroma partnerko ne zaradi tega, da bo pač nekdo zraven nas strasten, ker se ne gre za njih. Vedno se gre za nas, ker mi želimo v sebi začutiti strast. Ampak, pozor, če mi ne bomo strasti prebudili v sebi najprej, bo oseba, ki je strastna, šla mimo nas in ne bo zavibrirala z nami. Lahko bo tam in lahko si zaljubljena v enega ali pa si zaljubljen v eno, ki je ful strastna in ima vse to, kar si ti želiš. Ta oseba pa te ne upošteva, sploh te ne zna, sploh čisto si nevidna za to osebo. Zakaj? Zato, ker dokler mi ne zbudimo te vibracije v sebi, ta oseba nas ne more začutiti. In zato se tokrat zgodi, da se osebo poznamo ful časa ali pa večkrat jo vidiš, pa ni nobene kemije, kar naenkrat je pa kemija. Kako je to mogoče? Ja, zato, ker si
aktiviramo en del sebe, da lahko druga oseba nas začuti. Tretji korak je to, da jasno prepoznaš, kako lahko sam sebi to daš in si začneš to dajati na dnevni ravni. In zdaj, kaj jaz naredim? Jaz to kar na list napišem in si list napopam na hladilnik in dam nekam na vidno mesto, zato da vidim svoj fokus, kaj je tisto, na kar moram biti jaz pozorna. In recimo, če jaz želim v odnosu čutiti sprejetost, da me moški v polnosti sprejema, potem si jaz napišem, kako jaz lahko sebe bolj sprejemam in si kar napišem primere, kako lahko sebe bolj sprejemam. Lahko se bolj sprejemam, da takrat, ko se ne počutim dobro, ne izsiljujem iz sebe rezultatov, ampak sprejmem, da imam tudi kakšen tak dan. In si napišem na papir, si dam to nekam na vidno mesto in začnem to dnevno prakticirati. In začnem dejansko sebe dajati v to vibracijo. In ko jaz začnem sebe dajati v to vibracijo, na eni točki postane meni to naravno. Ta vibracija jaz sem. Ta vibracija se začne v meni priklapljati. In poglejte, zakaj do tega pride. To ni tako, da ti sebe sfejkaš, kako ne temu rečem, da zaglumiš, da sam sebe sprejmaš. Ne gre za to. Ne? Gre resnično za to, da ko ti pritisneš na svoj gumb, recimo, če se želiš počutiti v odnosu strastno in ti začneš v sebi aktivirati strast, ti to že imaš v sebi, samo nisi dajala ali pa nisi dajal pozornosti temu delu sebe. In takoj, ko začneš, recimo rečeš, ok, kako lahko dam strast sebi, ok, recimo, mogoče si želiš partnerskega odnosa, v katerem bo ful dober seks, v katerem boš tako ful strastno v intimnosti se predal in bo ful orgazmo in bo ful dober seks. Recimo, da je to nekaj, kar si želiš. In v bistvu, ok, kako lahko sam sebi daš strast? En način, kako lahko sam sebi daš strast, je to, da začneš sam sebi prebujati orgazmičnost, da sam sabo začneš seksa, da sam sebi daješ to. In kaj se bo zgodilo? Ko boš začel to sebi dajati, avtomatsko ta energija bo začela tebe napajati in boš začel žareti v tej vibraciji. Karkoli ta vibracija je, lahko je to sprejetost, lahko je to, da sam sebe pohvališ večkrat, če želiš biti v odnosu slišan, viden, prepoznan. In ko začneš to sebi dajati, ta del tebe začne žareti in ti začneš to oddajati. In potem ljudje okoli tebe, ki imajo v sebi vibracijo tega in ki so najbolj primerni zate, najbolj primerni partnerji, da ti to vibracijo dajo, ker iskreno vsi imamo v sebi te vibracije. Vsi imamo vibracijo strasti, vsi imamo vibracijo spoštovanja, vsi imamo vibracijo ljubeče energije, vsi imamo vse te vibracije. Ampak, ko mi prižgemo vibracijo, recimo strasti, ljudje okoli nas, ki imajo to vibracijo v sebi, ki se lahko s to vibracijo ob tebe postavijo in so dejansko dušno primerni zate, bodo začeli prihajati k tebi. Ker ni vsak primeren dušno za nas, a ne? Dejansko z nekaterimi dušami imamo bolj močno povezavo kot z drugimi. Ampak, ko smo v tej vibraciji, lahko ti ljudje, vsi ti ljudje, ki so okoli, dejansko začnejo nas čutiti in se izlušči tistih par, ki so najbolj primerni za nas in vstopijo v našo polje in vstopijo v naše življenje in jih mi začutimo. In nekaj morate vedeti, lahko je ta partner, ki bo odreagiral, če zdaj dam primer za ženske. Če si ti tukaj vsa strastna in začneš sama sebe se dotikati, tako kot smo se učili na live za ženske pred nekaj dnevi, in začneš sama sebi dajati strast, bo moški, ki ima to frekvenco v sebi, se odzval na te in se bo začel in se bo približal v tvoje življenje. Lahko da ta isti moški v prejšnjem partnerskem odnosu ni bil totalno nič strasten. Zato, ker ne gre se za to, kaj oseba je živela v preteklosti, ampak kako se bo oseba odzvala na te. Zato pravim, da je v bistvu toliko neumno, da iščeš strastno osebo. Ne iskati strastne osebe, ti bodi strasten in oseba, ki ima to esenco v sebi in je prava zate, se bo na te tako odzvala. Ne?
In v bistvu je zato tako pomembno, da gremo iz druge smeri reševati ta problem, če temu rečemo problem. Ne, da iščeš, kdo je strasten, on je ljubeč, ker se tako obnaša, ona je pa takšna, pa takšna. Ne ocenjevati ljudi, a to že imajo, a tega še nimajo. To je čisto z napačne strani se lotujemo teh stvari. In potem itak nismo uspešni, a ne? Ker kaj se pa zgodi? Dajmo en primer, kaj se zgodi. Recimo, hočeš strasten odnos. Hočeš strastnega moškega, primer. Potem pa ti najdeš tam enega tipa, ki je tako totalno strasten, ker vidiš, da z drugimi je strasten in deluje strastno in tralala in se totalno zapališ za njega, se zaljubiš, začneš z njim partnerski odnos in on ni strasten. In on s tabo ni strasten in si rečeš, kaj za vraga se je zdaj zgodil? Ta tip sploh ni strasten. Pa ni res, da on ni strasten. Ti nisi aktivirala tega dela sebe, da bi on ob tebi lahko izrazil ta del tebe. In zato potem rečemo, privlačam vedno ene in iste ljudi. Ne privlačaš vedno ene in iste ljudi, ampak vsi ljudje se enako odzovejo na te. In to, ko rečeš začaran krog, vedno isti moški, vedno iste ženske, to je tako najbolj brezvezen izgovor ali pa obsodba, ki jo lahko daš. Zato, ker ti si isti, zato se na te enako ljudje odzovejo. In jaz sem imela v enem obdobju to lekcijo, kakor sem prej rekla, mi imamo potrebo po partnerstvu, zaradi tega, ker znotraj partnerskega odnosa prižgemo delčke nas, ki so zaspali. In jaz sem imela v enem obdobju svojega življenja dejansko same take moške sem si skreirala, ki niso bili pripravljeni za me nič plačati. Dejansko so me povabili na zmenk in na koncu mi reče, saj za bencin si pa lahko deliva. Do take točke je prišlo, do takih ekstremov, da je bilo res groza, a ne? In sem si enega tazga skreirala in drugega tazga skreirala in tretjega tazga skreirala in mi je bilo tako, kaj, zdaj so sami taki moški, da noben več ne bo za nobeno žensko plačal, ali kaj. Pa sem si skreirala najbolj bogatega tipa in ni bil pripravljen za me nič plačati. In v tistem je bilo, Tjaša, to je pa zdaj dost. Ker ne gre se za njih, gre se za te, da ti v vseh teh moških zbudiš enako vibracijo, enako se oni na te odzovejo. Zato, ker sem imela jaz za pozdraviti občutek sprejemanja. In jaz nisem bila tista, ki je pripravljena sprejeti. Jaz sem bila tista, ki sem imela problem s tem, da bi nekdo meni nekaj dal, da bi meni nekdo plačal večerjo. In sem namesto tega, da sem obsojala njih, rekla, v redu, očitno sem si jih zmanifestirala, zato ker rabim pozdraviti in zbuditi ta delček mene, ki blokira sprejemanje. In sem samo začela delati na tem, da sem sama sebi začela dajati stvari, da sem sama sebi dovolila, da si kupam kakšno stvar, ki je draga v mojih očeh, ampak si jo vsem dam, zato ker je moja top izbira. In da ne gledam na vsako stvar, koliko stane, ampak da dejansko grem za tem, kar je moja top izbira. Da si dajem top izbire, da če se mi zdi, da moram fuste stvari še narediti, da vsem, če sem utrujena, grem počivati. Čeprav z veliko težavo, ampak grem počivati. Ne? Se pravi, kaj vam hočem povedati? To ti želim povedati, da niso ljudje okoli tebe enaki. Ne privlačaš ti enakih ljudi. Vsi ti ljudje so različni. To so toliko različne duše. Ampak vsi odreagirajo na te enako, zato ker je isti delček v tebi, na katerega se odzovejo. In mogoče imaš izkušnjo, da je, ne vem, povej, kaj je tvoja izkušnja, kakšni so moški ali pa ženske, s katerimi si bil, kaj je tista glavna stvar, ki jo vidiš, kakšni so. Ne? Recimo, jaz sem videla, škrti so, niso pripravljeni za me plačati. Ne? Kaj je tisto, kar si ti videl ali pa zdaj doživljaš, če recimo si samski, kakšni so moški ali pa kakšne so ženske. Dajte mi povedati malo, da vidim, kaj so tisti delčki. No, a vidite, očitno sem že spremenila vibracijo, kar se tiče sprejemanja, ker sem že dobila ponudbo na kosilo in sprehod ob morju.
zdaj ne noče noben napisati. Ok, se pravi, kaj sem hotela s tem povedati, je to, da vsak od nas si bo v življenje priklical takšne ljudi za partnerstvo, pa tudi sicer v življenju, ampak če se zdaj pogovarjamo o partnerstvu, dajmo ostati pri tej temi, si bomo priklicali v življenje takšne ljudi, ki bodo v bistvu posvetili na tisti del nas, ki je zaspan, ki je zakrčen, zamrznjen in ki ga moramo mi oživiti. In recimo, lahko si ti ful inteligentna ženska in se ti zdi, da okrog tebe so pa sami tako bedaki, pa če sem tako malo grdo rekla, ampak mogoče neizobraženi moški, ki niso tako razgledani in tralala in je to tvoja boleča točka. In si rečeš, joj, sami taki so, ne? Ampak v bistvu pač oni pritiskajo na en del tebe, kjer v bistvu ti rabiš zrastati. Mogoče moraš ti dejansko v sebi večjo sprejemanje zbuditi, a ne? Večjo sprejemanje sebe, ker mogoče nekje na enem koščku tebe ti ne verjameš, da si dovolj dobra, a ne? In potem zunaj sebe kreiraš moške, ki se ti ne zdijo dovolj dobri, ne? In v bistvu nikoli ne gre za drugo osebo, nikoli ne gre za drugo osebo, vedno gre za nas. A ne? Ksenija pravi, da je njena izkušnja, da so ves čas odsotni, da prihajajo in odhajajo. Se pravi, očitno imaš ti v sebi potrebo, da postaneš v odnosu do sebe totalno stalna, da nikoli sebe ne pustiš na cedilu, da vedno si tam sama zase, ko se potrebuješ, da si daš tvojo največjo totalno podporo, a ne? In da si svoj največji navijač in da si daš vedno to, kar ti rabiš in v bistvu postaneš najboljša prijateljica sama s sabo, tako najbolj predana sama sebi, a ne? Recimo, tukaj še en primer, Janci pravi, da radi bi, da naredim vse namesto njih, ne? In očitno je en del tebe, ki dejansko potrebuje pozdraviti to, da ne delaš stvari za druge ljudi in da dejansko vse narediš zase in da v bistvu spustiš potrebo po ugajanju na tak način, a ne? Zdaj sem malo ven padla iz misli, ok. Barbara pravi, da od nikogar ničesar ne pričakuje, le od sebe veliko in sebe poslušam, si dam, kar si želim. Zato sem si danes kupila plesne čeveljčke. Ful dober za plesne čeveljčke. Ful dober. Berem. Jasna pravi, da ima ona izkušnjo, da je ona vedno na drugem mestu, da so samosvoji in sebični. Ok, se pravi, očitno imaš ti v sebi v odnosu z moškimi dejansko to lekcijo, da se skozi te odnose naučiš sama sebi biti prioriteta svoja. A ne samo v partnerskem odnosu, v vseh delčkih tvojega življenja, da se vedno vprašaš, kaj si pa jaz res želim, kaj pa moja top izbira, kaj pa moja prioriteta v tem trenutku. Ja, mogoče ti hočeš iti tja, ampak a jaz hočem iti tja, ne? In da v bistvu na tak način začneš samo sebe postavljati na prvo mesto. Ok, ful dobro vprašanje o varanju. Zdenka pravi, da njo osvajajo mlajši moški. Ful dobro. Ja, Zdenka, ja, koliko lepo, ne, to pomeni, da si ful zbudila svojo mladostno energijo in svojo živost. Uživaj. Očitno imaš tukaj, da pozdravaš obsodbo do tega in da popolno uživaš v tem, ne. Najbolj mi je hecno, ker ful delam z ženskami in tokrat se zgodi, da recimo ženske, ki so starejše, recimo tam nad 40 let, ne, se že počutijo v bistvu dosti tako, da so že starejše, ampak v bistvu jih pa začnejo osvajati 25-letniki in podobno, ne. In jaz vedno rečem, ja, pej tu živi, ne, daj si dovoljenje, da začutiš to vibracijo, ne, takšnega moškega, ker očitno ima nekaj v sebi, nekaj, kar si lahko izmenjata, ne. Pa velikrat mi pol rečejo, joj, pa to, kako bo to izpadalo, ne, ampak dejansko ne gre za starost, gre se za to, da v bistvu
mi zavibriramo z osebo, ki ima neki tazga v sebi, kar vibrira z nami. Ne? Naša lučka se uskladi z lučko te osebe in ni važno, koliko je oseba stara. Ne? Lahko je starejša, mlajša, ni važno. Dajmo spustiti v bistvu te predsodke in se pač dušnim povezavam odpreti. Bomo govorili tudi o varanju, sam najprej bi rada zaključila to prvotno misel. Se pravi, zdaj smo rekli, da je ključno, če želimo mi v življenje privabiti pravega partnerja zase, oziroma če želimo, da naš partnerski odnos oživimo s temi občutki, ki jih mi želimo, moramo najprej se začeti ukvarjati s sabo, se pravi, ni oseba kriva, da ne dela tega, ni oseba kriva, ker ti tega ne daje, ampak ti ne aktiviraš z vibracijo tega v njej. In drugo, da ti je jasno, kaj so občutki, po katerih hrepeniš, in začneš najdeš načine, kako boš te občutke začel redno v sebi prebujati. In potem to delaš. In ko začneš to delati in to delaš, na eni točki se prižgeš. In ta del tebe ostane prižgan, dokler ga prižigaš. Ne? Ker lahko jaz si želim biti občudovana, ampak če se bom jaz samo en teden občudovala, pol to ni nič. Ne? Dejansko gre za to, da vsak od nas ima, v bistvu si ne želimo milijon različnih občutkov. Vsak od nas ima tam od 3 do 5 ključnih temeljnih občutkov, ki jih išče čez vse stvari v življenju. In če boš pozoren, boš videl, da te občutke, ki si jih želiš v partnerstvu, si želiš manifestirati tudi skozi fizične stvari. In mi si fizično želimo take stvari in si želimo potovanja. Ja, zakaj? Zato, ker spet želimo čutiti svobodo. Ne? Se pravi, toliko je različnih želja, ampak na koncu pa vedno pridemo do 5 temeljnih občutkov, tam od 3 do 5, ki se ves čas ponavljajo. A ne? In naša naloga je, tako kot to delamo zdaj za partnerstvo, tako lahko delamo za vsako stvar v življenju. Če ti hočeš avto in si ti rečeš, ok, jaz želim zmanifestirati avto in se vprašaš, kakšen občutek v bistvu jaz želim. Meni bo avto prinesel občutek svobode, v redu, in začneš ti sebi aktivirati svobodo na druge načine. Boš veliko prej zmanifestiral avto, ker gre vse za to, dejansko se gre vse za to, da naša vibracija pritegne vse to, kar je enako tej vibraciji. In če mi pritegnemo, dejansko, če mi pritegnemo partnerja, takšen, kakršen on je in nam gre recimo trenutno na živce, se moramo mi v sebi vprašati, kater del sebe sem ugasnil, kater del sebe sem zignoriral, da zdaj ustvarjam odnos, v katerem je takšno pomanjkanje tega. In mi res rabimo v življenju zavesta, da edina oseba, kateri se celo življenje posvečamo, smo v bistvu sami. In tukaj je zelo dobro vprašanje, kaj pa samovšečnost, kje je meja ljubezni do sebe. Ni meje ljubezni do sebe. Zaradi tega, ker samovšečnost ni ljubezen do sebe. Ljubezen do sebe dejansko nima nobene slabega efekta. Ker ko si ti v ljubezni do sebe, si istočasno v ljubezni do druge osebe. Ker če mi razočaramo nekoga, mi ne razočaramo njegove duše, mi razočaramo njegov ego. In ko smo mi razočarani, ni razočarana naša duša in mi jokamo, kako si me razočaral. Ne, naš ego je bil razočaran in razočarani smo zaradi tega, ker nismo bili jasni, ker nismo bili iskreni. Ne? Ana sprašuje, kaj pomeni, da se vidi, da je simpatija, ne gre pa nikamor naprej. Se pravi, prva stvar, ki je, da pač delaš te korake, ki sem jih rekla, da v bistvu prepoznaš, kaj so občutki, ki jih ti želiš v partnerstvu čutiti, in v bistvu se bo zgodilo to, da ko se boš povezala s temi občutki, ko jih boš utelesla, ko boš ti živela te občutke, bo, če je ta moški pravi zate, se odzval na te občutke in bo šel v smer pač vajnega odnosa, oziroma če bo drugi moški pravi zate, se bo zgodilo to, ali pa pač s kogarkoli želiš, bo druga oseba prišla zraven in odreagirala na te. Iskreni moramo biti sami sabo. Pač iskreno je tudi to, da mi včasih, predvsem ženske, visimo na moškemu, ker smo si ustvarili iluzijo o njem. Ker vidimo, tak je, in všeč nam je, ker je tak. Ampak,
lahko, da je on vse to, ampak če on tebe ne izbere, on ne more biti tvoja top izbira. In jaz sem vam že povedala v enem Facebook liveu, da sem bila popolnoma zaljubljena v moškega, ki je imel zraven še druge ženske. In jaz sem bila čist, meni bo on top. Ampak enkrat me je pa prešinil, on ne more biti moja top izbira, če on mene ne izbere izmed vseh žensk, ki so tam. On ne more biti top izbira moški, ki mu nisem jaz top izbira. In v bistvu je ful pomembno, da se zavedamo, da tudi to situacijo si pač kreiramo, da smo drugi v vrsti, da nismo do konca izbrani. Zakaj si to kreiramo? Ja, zaradi tega, ker mi sami sebe ne izberemo. In mogoče ravno v tej situaciji rabiš sebe imeti bolj rada, kakor njega. In reči, super, da sva si všeč, super, da je kemija, ampak jaz želim odnos. Hvala lepa. In greš vibrirati z to energijo, ki jo ti v odnosu želiš, zato da boš pritegnila moškega, ki ti bo to res želel dati. In v bistvu, tukaj je pač nekdo komentiral, da najprej je potrebno spremeniti sebe. Ne govorim o spreminjanju sebe, ker mi v življenju sebe ne moramo spremeniti. Ker ne gre se za spremembo. Gre se za to, da to, kar je v nas, damo ven. Zato, ker če jaz nisem oseba, ki je, recimo, da sem, jaz recimo nisem oseba, ki obožuje hoditi v hribe. Pač jaz to nisem. In jaz si lahko želim imeti aktivnega moškega. Recimo si želim imeti aktivnega moškega. Ampak jaz nisem oseba, ki bo hodila v hribe. In recimo, meni moja teta reče, Tjaša, ti samo sedi se na kolo, odpelj se na veliko planino, boš zagotovo dobila veliko moške pozornosti in mrskoga boš spoznala, zato ker vsi hodijo s kolesom, sami mladi, luštni moški hodijo s kolesom na veliko planino. Jaz nisem ženska, ki kolesari s kolesom na veliko planino, ker to meni ne prinaša užitka. In ja, lahko bi šla, pa bi to naredila. In bi šla čez sebe, ker bi šla iskat nekoga tja. Ampak to nisem jaz. In jaz lahko aktivnega moškega pritegnem na čisto drugačen način. Tako da sem jaz v življenju aktivna v tistih področjih, ki mene prižigajo. In jaz rada plešem. In zato hodim ven in se povezujem tam in na tak način spoznavam ljudi. In kar je zelo pomembno, je, da se zavedamo, da ne gre za spreminjanje sebe, gre za zbujanje tistih delčkov nas, ki so zaspani. In v bistvu vsi imamo v sebi vse frekvence, ampak zbudimo jih lahko pa na različne načine. In moja želja je, da pač v svetu osebnostne rasti, duhovnosti je veliko govora o tem, spremeni se in boš dosegel to, spremeni se in boš dosegel to, ampak mene iskreno to ful boli, da mi en reče, nisi v redu takšna, kakršna si, spremeniti se moraš, pa boš dosegla to in to. In to, kar vam jaz delim, ni spremeni se, ampak je zbudi ta del sebe, ki ga imaš. In v bistvu na svoj način ga zbudi, tako kot ga ti imaš. In ko bomo ta del sebe zbudili, ki je tam na naš način, bomo mi v bistvu lahko zavibrirali s pravo osebo, a ne? In ne bo za vsako osebo, recimo, mogoče ni tvoj način, da se gledaš v ogledalo in si lepe stvari govoriš. Mogoče ni to tvoj način. Mogoče je pa tvoj način, da sam sebi puščaš lepe listke z lepimi sporočilci. Ne? Se pravi, nismo tukaj, da smo kopije drug drugega in da vsi na isti način dosegamo rezultate, ker realno jih ne bomo dosegali, če ne bo način, kako jih dosegamo, vibriral z nami. Ne? In v bistvu, kar želim povedati, je, da vse verjetno to, kar je ta oseba hotela povedati, zdaj ne vem, kdo je to napisal, ampak je to, da v bistvu točno to, kar jaz hočem v bistvu povedati, ne? Da ne gre se za spreminjanje, ampak gre se za zbujanje v svojo vibracijo. Saša pravi, biti iskren do sebe, si svoja, prižgeš sebe, prižgeš ljudi okrog tebe in mora biti tudi tistega pravega. To. In v bistvu
tle pravite, da ko se zbudimo, se tudi spremenimo, ker ne igramo vloge. Ja, v bistvu gre za to, ampak želela sem samo dotakniti se tega, da ne vstopimo v spremembo, ker vstopna energija je pomembna. A ti vstopaš v spremembo zato, ker si rečeš, takšen kot sem, nisem dovolj dober, ali ti vstopaš v spremembo zaradi tega, ker je to izraz tebe, ker si želiš sebe na nek način, na tak način izraziti. Se pravi, res je pomembna vstopna energija, a ne? Da sem malo zašla, ampak očitno sem mogla to zdaj povedati. Se pravi, bistveno je, da se zavedamo, da v partnerstvo vstopamo zaradi tega, ker želimo ob osebi, ob partnerju zbuditi skrite delčke naše duše. In lahko, da bo partner, na primer, ful ljubeč, ko boš začel partnerski odnos z njim, potem pa čez nekaj let ne bo več. In boš rekel, ja, zdaj moram pa partnerja zamenjati. Ne, samo začni sebi spet zbujati to vibracijo in bo partner šel s tabo tja in bosta drug drugega polnila. Ne? Začetno iskro moramo vedno dati sami, potem se pa vname in se začne skupaj polniti, ne? Ampak začetno iskro moramo dati sami, zato da se oseba lahko sploh pripne na ta del nas. In če jaz ne bom prižgana v svoji vibraciji, v svoji strasti, moj moški bo lahko najbolj strasten moški na tem svetu, pa se zraven mene ne bo mogel prižgati, ker jaz ne bom prižgana. Hotela sem nasloviti še vprašanje varanja. Pri varanju je izjemno pomembno, v bistvu, da se nečesa zavedamo, da v varanju se velikokrat postavimo v vlogo žrtve, če smo mi tisti, ki smo bili prevarani. Ne? Dejstvo pa je, da tudi če si ti tisti, ki je bil prevaran, si ti sodeloval v tej kreaciji. In nikoli se varanje ne zgodi samo zaradi ene osebe, ampak se zgodi zaradi tega, ker se ugasneta. Ker dejansko na neki točki ni več jasnosti v odnosu. In zato pri varanju je moj pogled na to tak in tudi duhovni vodniki, s katerimi komuniciram, mi v bistvu ves čas spodbujajo to, da pač poglej v to, kje si ti sam nase pozabil, kje si ti pozabil dajati sebe v ta odnos na avtentičen, pristen način, kje si ti v bistvu, se zaprl za partnerja, a ne? In v bistvu sama sem že doživela to, da sem bila prevarana, moj partner izpred več let nazaj me je prevaral in takrat, ko se je to zgodilo, jaz sem bila, kako je mu mogel, Tako, 3 dni sem bila največja revca na tem svetu in potem sem kar naenkrat dojela, Tjaša, sama si to skreirala. In sem točno vedela, zakaj sem si skreirala in sem točno vedela, na kakšen način sem v bistvu jaz spodbudila, da je do tega prišlo. In v bistvu je ful pomembno, da iskreno pogledamo v svoje delovanje in da ne kažemo s prstom samo na drugo osebo, on je naredil to, ona je naredila to, ampak da v bistvu pogledamo, kako smo mi spodbudili v odnosu to, da nismo bili več povezani, to, da nismo bili več iskreni, to, da nismo dajali več jasnosti v pač ta odnos, a ne. Lina pravi, da je njena težava, da se preveč prilagaja. Ja, mislim, da je to nekaj, s čimer se zelo veliko izmed nas sooča in je pač res pomembno, da prepoznamo, da zakaj se prilagajamo. Ne? V prilagajanje, ugajanje vstopimo, zato ker nas je strah izgubiti ljubezen. Ker mislimo, da če bomo pa mi šli za tem, kar je naša top izbira in pač rekli včasih tudi moja top izbira je nekje drugje, ne v tej situaciji s tabo, da bomo v bistvu izgubili ljubezen. Dejstvo pa je, da prej kot si dovolimo avtentično izraziti sebe, bolj se ljudje zaljubijo v nas, bolj smo ljudem všeč, zato ker začutijo pristnost. In v bistvu dejansko prilagajanje je ful tečno, če si ti na drugi strani tega prilagajanja. Zato ker se dejansko ne moreš z osebo pristno povezati. In je v bistvu res pomembno, da se pač soočimo s tem strahom, tako da samo gremo not v to. In mogoče osebi poveš, iskreno, ful mi je težko zdajle reči ne, zato ker pač me je strah, da ti ne bo všeč, da me boš zavrnil, kakorkoli, ampak res to ni moja top izbira in bi rada, da to drugače narediva. Pač skupaj se učimo, skupaj rastemo, a ne? In tudi, če si v partnerskem odnosu že veliko let,
pač, ko boš ti začel spreminjati svojo vibracijo, oziroma ko boš ti začel iti nazaj v vibracijo, v katero želiš iti, bo se zgodilo dvoje. Ali bo šel partner tja s tabo, ali pa ne bo šel tja s tabo in bo dejansko čas za prekinitev odnosa, da odnos transformiraš. Ker v partnerstvu je zelo pomembno, da partnerja rasteta skupaj, da svojo vibracijo razvijata skupaj. Zato, ker če na eni točki nekdo neha rastati, če na eni točki nekdo ni več pripravljen v bistvu sebe zbujati, potem nimaš kaj s tako osebo početi, ne. Pač tudi realnost je taka, ne. Suzana, o varanju sem kar govorila, tako da pol za nazaj poglej. In v bistvu je ful pomembno, da se res zavemo, da preveč pozornosti mi dajemo v drugo osebo in v bistvu s tem delamo sebe žrtve. Mi nismo žrtve partnerskega odnosa, mi smo dejansko kreatorji tega in vprašaj se, kako lahko jaz kreiram tak odnos, v katerem bom ljubljena, kako lahko izbiram odnos, v katerem bo iskrenost. Tako da si ti oseba, ki ljubi, tako da si ti oseba, ki je iskrena. In ko ti to odnos prinašaš, avtomatsko se v odnosu začne ta vibracija ustvarjati. Ne. Sploh je pomembno pač za ženske, da se nečesa zavedamo, pač v partnerskem odnosu je ženska tista, ki v bistvu najmočneje postavi energijsko sled, zato ker je vibracija moške in ženske energije taka, da dokler ženska ne izbere, moški ne more vstopiti v njeno polje, dokler ženska ne izbere svoje izbire, dokler ženska ne postavi energije, moški se ne more na to pripeti. In smo v bistvu mi ženske tiste, ki bi rade, da bi on to naredil, pa naredil, pa tisto naredil, ampak če ti ne prineseš tega v polje, če ti tega ne daš v polje, on ne bo mogel se na to pripeti. Zato, ker pač moška vibracija je kot puščica, ženska vibracija je kot krog in mi naredimo polje. In zato je tudi pomembno, da dejansko mi izberemo svojega moškega in da res izbereš, ja, on je moj moški. In šele, ko ga boš ti izbrala, bo lahko on tebe zares izbral, zares tebe začutil. Mogoče tudi odgovor na Anino vprašanje prej, ki smo ga postavljala, ne. Kar sem želela povedati je, da želim, da date zdaj te stvari v prakso, zato ker če ne integriraš, je brez veze. Ni fora, da samo veš stvari. Pomembno je, da stvari zintegriraš. Pomembno je, da daš v življenje te stvari. In da vse to, kar si prepoznal v meditaciji, da so želeni občutki, da si dejansko začneš na vse možne načine to vibracijo aktivirati, da ti postaneš ta vibracija. In kar se bo zgodilo, je, da ko si ti začneš v sebi zbujati to vibracijo, se bodo začeli ljudje, vsi ljudje okrog tebe, ne samo partner, odzivati na te tako. In zapomni si, da partnerski odnos izbiramo, oziroma v partnerski odnos stopamo, zato da prižgemo zaspane dele sebe. In vedno bomo iskali takega partnerja, ki nosi tako vibracijo, ki jo mi pogrešamo v odnosu do sebe. In samo takrat, ko bomo mi šli v to vibracijo v sebi, bomo ob sebi najdeli partnerja, ki se bo tam lahko z nami srečal. Ne? Tako da ne kazati s prstom na to, kdo je kriv, zato ker če si nekaj doživel v odnosu, je to zato, ker si sam to skreiral. In namesto, da rečeš, ti si naredil to, ti nisi naredil tega, se vprašaj, kje sem jaz pozabil nase in začneš spet dajati sebi tam pozornost in se polniti. Ker edini odnos, ki ga imamo do konca življenja in je najbolj pomemben in je temelj za vse ostale odnose, je odnos, ki ga imamo s sabo. In je res čas, da postanemo odgovorni do tega odnosa in se zavedamo, da ta odnos postavlja temelje za čisto vse ostale odnose in ni prav, da kriviš partnerja, kako deluje, na kakšen način deluje, če najprej ne poštimaš tega, da si ti v tej vibraciji in sam sebi daš največ, kar si lahko daš. Ker ko smo mi v največji ljubezni do sebe, vsi ljudje okrog nas so v največji ljubezni do nas. Tako je. Hvala lepa, ful sem vesela za to današnje klepetanje in tako, kot smo napisali v akcijo zdaj, da začnemo to vibracijo v sebi prebujati. Čau!